Danes o aplikacijah. Pa o virtualnih in realnih izpitnih vožnjah. Pa o tem, koliko v resnici porabijo priključni hibridi. Preizkusimo pa Toyoto Mirai. Mirai v prevodu pomeni prihodnost. In Mirai poganjajo vodikove gorivne celice. Je vodik gorivo prihodnosti? David, gorivo prihodnosti je ljubezen. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Če se je včasih reklo, da se po jutru pozna dan, potem lahko danes rečemo, da se dan pozna po aplikacijah. Še več, mogoče bi bilo na mestu filozofsko vprašanje: povej mi, katere aplikacije uporabljaš in povem ti, kdo si. Uporabljamo aplikacije za uravnoteženo prehranjevanje, za urejanje koledarjev, za rekreacije, za medsebojne odnose. Za najbolj učinkovito mobilnost. Tudi tu je aplikacij vse polno. A kot vselej so v prednosti tisti razvijalci aplikacij, ki imajo najboljše podatke. Ja, o tem, kaj se dogaja na avtocesti, ima seveda najboljše podatke Dars. In ta je pravkar posodobil aplikacijo Promet Plus. Poglejmo, kako jim pomaga. Prometna obvestila dvigujejo varnost, ni dvoma. Ampak kako doseči, da vozniki obvestil ne bi spregledali? No, s tem se ukvarja cela Evropa. Prek projekta povezanih cest, tako imenovanih C-Roads, v katerega so vključeni upravljalci cest, avtomobilski inženirji ter telekomunikacijski in podobni tehnologi. Iščejo načine, kako bodo prometne informacije digitalno standardizirali. To v praksi pomeni, da bodo obvestila voznika dosegla na pravi lokaciji, v pravem trenutku, kar preko zaslonov v avtih prihodnosti. Ampak zakaj bi čakali na te novo razvite moderne avte, če lahko že danes ponudimo ustrezno digitalno rešitev? Obveščanje prek uporabe aplikacije na našem mobilnem telefonu. Kako se vi odločite, kaj rabi voznik med vožnjo? Najprej seveda probamo določiti vrste voznikov. Nekateri se vozijo v službo, nekateri rabijo stvari, ko grejo enkrat na leto, dvakrat kam dlje. Potem imamo profesionalne voznike, naprimer tovornih vozil, dostave in tako naprej, taksi službe, kakorkoli. Vsi ti vozniki imajo pa nekaj skupnega, ne? Želijo zvedeti, kaj se dogaja na cesti, tisto, kar jih zanima, in ne želijo vedeti tisto, kar ne vpliva na njihovo vožnjo. Se pravi, pomembno je, da zelo dobro definiramo lokacijsko zavedanje vseh sistemov, ki jih imamo v ozadju. Pomembno je potem tudi vozniku znati povedati, kaj zdaj narediti. Naprimer, ko se zgodi zastoj, kaj naj naredim? A naj ostanem na avtocesti, ali naj grem na vzporedno cesto, na katero vzporedno, kjer obvoz naj uporabam, da bo najboljši. Mi tukaj v ozadju lahko zelo dobro svetujemo, da najti pa moramo način, in tukaj želimo najti način, kako čim bolj enostavno in učinkovito to spraviti v vozilo oziroma na aplikacijo do voznika. Najbolj pomembna se nam zdi funkcionalnost tega glavnega pogleda na zemljevid, da je res asketski in ne krade pozornosti. Da je vmesnik tako enostaven, da je naenkrat prikazano samo tiste informacije, ki jih uporabnik, v tem primeru voznik, potrebuje, in je kakšen klik več boljši. Recimo, v okviru te študije smo ugotovili, da je pozicija zgornje strani ekrana boljša kot spodnje strani, recimo to sta bili dve možnosti, in da je tudi barvno označevanje, se pravi, če gre za neko opozorilo, ki je dogodka, ki je relativno dolgo pred nami, se pravi, da imamo dosti časa zreagirati nekje z zeleno, oranžno barvo v redu, če smo pa zelo blizu ali pa nas nekaj preseneti, je pa to sporočilo obarvano rdeče, pa tudi spremlja ga zvočno opozorilo, naprimer pisk, in ta kombinacija se je izkazala vsaj med našimi udeleženci tele študije za najbolj primerno po njihovem mnenju. Nova Darsova prometna aplikacija bo v mobilnih trgovinah Applovih in Androidnih naprav na voljo v začetku prihodnjega leta, in naj vas povabimo, da sami ocenite ugotovitve udeležencev vožnje na simulatorju. Toda nova aplikacija ni zgolj še bolj premišljeno oblikovana, ponuja tudi eno, po našem mnenju, ključno funkcionalnost. Novost, ki mene osebno najbolj fascinira kot dokaj rednega uporabnika te aplikacije, namreč do zdaj sem moral vedno aplikaciji povedati, kam se želim peljati. Novost pa je način prosta vožnja. V prosti vožnji nam v bistvu ni treba podati neke lokacije, ampak aplikacija sproti ugotavlja, po kateri cesti se vozim, v katero smer se vozim, in nam skuša posredovati informacije na tej moji poti v smeri vožnje o dogodkih, ki so se zgodili, ne da bi karkoli interaktiral z aplikacijo.
Aplikacija Promet Plus je torej postala sovoznik, ki se z vami samo pelje, nikakor pa vam ne pametuje glede tistega, kar tako ali tako že veste. Je pa ta digitalni sovoznik lokalno najbolje informiran, v praksi pogosto bolje od Googlovih in Applovih zemljevidov, ki vam sicer tudi že znata pokazati oranžne in rdeče odseke. Na meni osebno je na primer zadnjič prav pogled na Darsovo aplikacijo prihranil dobrih 20 minut zastoja na dolenjski avtocesti, ko so prometni portali nad avtocesto že sporočili prometno nesrečo, po Applova in Googlova pa je bila avtocesta še povsem zelena. No, lokalni prometni servis je lahko tudi bolj proaktiven, saj pozna tudi to, kaj se na cestah šele bo dogajalo v času naše vožnje. Ampak kar se tiče izrednih dogodkov na cesti, pa velja, da so danes prometni servisi nasploh še vedno najbolj učinkoviti ob človeški pomoči. V tem primeru vas vabimo, da pomagate. Gre za situacijo ovirov na cesti. Tukaj je bil namen, da bi naši vozniki, čim bojo lahko, da bojo lahko sporočili tolo situacijo v center preko tega čarovnika, da bojo še ostali vozniki potem lahko obveščeni. Feedback tudi nekako potrjuje našo tezo, da uporaba tega čarovnika celo med vožnjo, oziroma kadar je to možno narediti varno, ne obremenjuje preveč voznikov in njim ne krade preveč pozornosti. Študija na simulatorju vožnje pa v resnici ni samo preuredila ikon na zaslonu telefonov, ampak je ponudila tudi en izredno pomenljiv dokaz. Ena zelo pomembna stvar, ki jo želimo pravzaprav dokazati, da je dobro obveščen voznik veliko bolj varen voznik. To se je dejansko izkazalo, da brez informacije se je zgodilo tudi na simulatorju veliko več nesreč, pa nevarnih voženj, prepoznega zaviranja, kot ko je voznik dobil informacijo pravočasno in dovolj jasno. Veliko novo polje za eksperimentiranje s prometom pa se odpira s skokovitim razvojem simulatorjev. V tem je mogoče v virtualnem okolju še pred gradbenim posegom preveriti, katera rešitev in sprememba bo dejansko najbolj učinkovita. Izdelali smo simulacijo tretjega voznega pasu od Domžal do Ljubljane. Dars je zdaj v fazi izdelave projekta za izvedbo in mi smo v simulatorju naredili repliko in smo skupaj s projektanti in inženirji že v simulatorju lahko preverjali, a je predvidena postavitev spis portalov, cestne signalizacije pravilno postavljena, a so izvozi iz avtoceste dovolj dolgi ali pa vključevalni pasovi dovolj dolgi, da lahko se varno vključimo v promet. To v bistvu se je v samem simulatorju pokazalo kot kar dober prihranek, ker smo kar nekaj korektur lahko že zdaj naredili, preden smo šli sploh v realno izvedbo. Nadaljujemo s prehodom med virtualnim in realnim, pravzaprav z vožnjo med enim in drugim. In ena vožnja ima pri vseh voznikih prav posebno mesto v spominu in to je izpitna vožnja. Simulator vožnje, ki ste ga gledalci avtomobilnosti že dodobra spoznali, je samo del mozaika različnih pristopov in orodij, s katerimi se poskuša na inovativne načine ugotoviti, kaj je tisto, kar najpogosteje delamo narobe. In kako najti najbolj učinkovite načine za to, da te napake odpravimo. In izpitna vožnja je že ena od takih načinov, ki te hitro postavi na realna tla. V projektu Zavarovalnice Triglav sem jo odpeljal tudi sam in se hočeš nočeš spomnil tudi prave izpitne vožnje. In zdaj je tu že čas za nadaljevanje zgodbe in s tem seveda tudi za nove ugotovitve. Za nami je 7 mest, skoraj 200 voznikov. In glavna ugotovitev je, da leta rutinirane vožnje ne pomenijo tudi leta vožnje po predpisih. Glavni grehi ostajajo hitrost, stalne označbe, znak ustavi, krožišča, pa tudi mrtvi koti. Torej, nekateri izhajajo iz tega, da z leti vožnje postanemo površni, drugi pa izhajajo recimo krožišča iz situacij, ki jih nikoli nismo zares usvojili. In z učitelji vožnje AMZS, ki so spremljali vse voznike, smo se strinjali, da glavni podatek ni to, koliko ljudi bi naredilo izpit, sicer nekaj manj kot četrtino, ampak najpomembnejše so tisti številni aha momenti, ki so jih doživeli skoraj vsi vozniki. Ali ob tem, da so končno usvojili eno situacijo, ki jih je vedno spravljala v težave, ali pa da jim je nekdo povedal, da delajo napake, ki si jih niso niti zavedali. Svet virtualne vožnje je sicer bistveno bolj kot v prometni varnosti doma v različnih dirkaških simulacijah.
a imata ta dva svetova tudi močno stično točko. V obeh primerih se teži k temu, da je vožnja v digitalnem svetu kar najbolj identična tistemu v realnem. To je pa del, ki ga dobro pozna Andrej, saj je sodeloval pri razvoju voženj v Drive simulatorju. Pri razvoju Drive simulacije vožnje smo nakopičili ogromno kapaciteto znanja o tem, kako se mora v točno določeni situaciji čutiti avto, kako se mora premakniti sedež, kakšen mora biti upor na volanu, koliko se avto na ekranu premakne na cesti, ko zasukamo volan in še in še. V tem delu se svet virtualne prometne varnosti povsem prepleta z dirkanjem v simulatorju. Kjer pa je doma David? Ko so leta 1973 pri Atariju izdali prvo, vsaj tako piše internetna zgodovina, dirkaško igro Space Race, kjer dve raketi tekmujeta za zmago in se morata sproti ogniti še vsem meteorjem, ki prihajajo, niso verjetno niti pomislili, kakšen igričarski segment odpirajo. No, danes smo na pravi stezi, zato, ker so igrice postale tako resnične, da včasih v dirkaški simulaciji sploh ne ločiš, ali igraš igro, ali dejansko gledaš posnetek prave dirke. In spoznali bomo še nekoga, ki je v igri Gran Turismo v samem svetovnem vrhu. In je Slovenec. Samo za informacijo, igra Gran Turismo je leta 2018 praznovala 20 let in v tem času so prodali več kot 80 milijonov kopij te igre. No, pa poglejmo, kakšna je razlika med igro in realnostjo. Ko doma igraš na simulatorju, je v bistvu edina informacija, ki jo dobiš preko volana. Ker volani imajo v sebi neke motorčke, ki vibrirajo, ko spreminjaš različne podlage, na katerih voziš. Tukaj je pa v bistvu s celim telesom čutiš, kaj se dogaja, in tukaj bi mogoče tudi izpostavil, da ti to na začetku bolj pomaga, da prej začutiš, kaj se z avtom dogaja. Kako resno gaming industrija jemlje dejanski položaj voznikov v avtomobilu in vozne lastnosti avtomobila, pove samo dejstvo, da so za tega Taycana potrebovali skoraj 9 mesecev, da je prišel v dejansko igrico. Zato, ker so od vse notranjosti, v kateri lahko tudi v igrici uživaš, do zvočne kulise, te športne, električne dinamike in pa seveda lastnosti, ki jo ima pri sami vožnji, vkomponirali v samo igro in celo tisti, ki razvijajo igrice, gredo na stezo in pogledajo in preverijo vse ovinke, celo premerijo. No, po našem testu tega oranžnega Dusterja smo na naš uredniški e-poštni naslov dobili nekaj vprašanj. In sicer Irena iz Dobropolja nam je pisala, da bi seveda zelo rada izkoriščala nižje stroške pri uporabi takšnega utekočinjenega naftnega plina, ampak da je strah točenja takšnega plinskega goriva. In to nam je dalo misliti. Tudi sam sem recimo, preden sem prvič tankal, imel nad glavo cel kup vprašajev. In seveda zato sem šel prositi za pomoč in na koncu sem videl, da točenje utekočinjenega naftnega plina ni noben bav-bav. Proces samega točenja utekočinjenega naftnega plina pa je v zadnjih letih postal še veliko manjši bav-bav. Namreč včasih smo morali točiti s takšnimi adapterji, ki smo jih potem morali privijačiti na to odprtino za točenje utekočinjenega naftnega plina. No, današnji avtomobili na plin takšnih adapterjev skoraj da ne potrebujejo več in s tem je točenje plina postalo še veliko bolj prijazno in pa tudi varno. In pisal pa nam je tudi Dejan iz Trbovelj in okaral nas je, da jaz pri tem testu nisem uporabljal zaščitnih rokavic. In gledalec Dejan ima prav. Ne bi moral uporabljati samo takšnih rokavic, ampak tudi zaščitna očala. Vseeno smo šli malo poizvedovati in smo ugotovili, da danes takšnih rokavic praktično noben več ne uporablja. Zaradi tega, s tem, ko smo odpravili te adapterje, zmanjšali tudi tveganje na sam minimum. Pa že prej je bilo manjše, predvsem zaradi tega, ker je ta pištola oblikovana tako, da imamo roko kar dosti odmaknjeno od samega dogajanja. Namreč dogaja se to, poglejte,
To se zgodi, ko v bistvu zaključimo s polnjenjem. In ta plin, ki v bistvu vam pride, je mrzel. Tudi sama pištola je nekoliko bolj mrzla in v resnici bi v neki majhni teoretični možnosti res lahko prišlo, da bi prišlo do kakršnih koli ozeblin. Zato se priporoča, da uporabljamo takšne termorokavice. Vedno jih imate na razpolago tudi v bencinskem servisu. Ampak tu je še vprašanje, koliko plina lahko natočimo v naš avtomobil. Tale Duster je imel pred tem točenjem popolnoma prazen rezervoar za plin. In ta rezervoar je velik 42 litrov. Natočil pa sem lahko komaj 33,82. No in razlog za to je v varnosti. Namreč plin s temperaturo precej spreminja svojo prostornino in avto se lahko na soncu segreje in zato mora takšen rezervoar imeti tudi nekaj lufta, nekaj prostora, kamor se lahko ta plin, ki smo ga natočili v naš avtomobil, tudi razširi. Začnimo z dvema digitalnima novičkama. Petrol je dopolnil svojo ponudbo električnih polnilnic. To je naredil tako, da se je vključil v evropsko mrežo, ki temelji na protokolu Hubject. Gre za računalniško platformo, ki močno poenostavlja pogodbena razmerja med različnimi posameznimi ponudniki električne energije po Evropi. In to je res velika stvar, kajti v praksi to pomeni, da lahko s Petrolovo aplikacijo OneCharge po novem polnimo naš električni avtomobil na kar 250,000 električnih polnilnicah širom po Evropi. Zgolj z uporabo te aplikacije, brez kakršnih koli lokalnih kartic. In druga digitalna novička, Citroenovi servisi bodo po novem video studiji. Serviserji bodo namreč svojim strankam po novem lahko omogočili video pogled v to, kaj je treba postoriti na njihovem avtomobilu. Kako to v praksi poteka, je preveril naš Luka Gregorič. Poznate občutek, ko bi včasih najraje kar stopili v delavnico in nadzorovali delo servisarja oziroma sodelovali pri servisnih opravilih? No, to seveda ne gre. No, k sreči pa živimo v dobi pametnih telefonov. Cilj videoček aplikacije je izboljšati zadovoljstvo stranke, saj razumemo, da je strankam pogosto težko razumeti, katere menjave so na avtu res potrebne in tudi katere so v skladu z predračunom. Poglejmo, kaj mi sporoča serviser na Citroenu. Na mojem avtu je namreč odkril nekaj dodatnih težav. Pozdravljeni, z vami je Avtocenter Žavšek. Pri vašem vozilu C5 Aircross smo opravili servis. Pri servisu smo ugotovili, da so prednje zavorne ploščice izrabljene, zato priporočamo menjavo. Prav tako je zadnja leva žarnica za zamenjavo priporočena. Citroenova rešitev torej rešuje enega ključnih problemov pri servisiranju vozil – zaupanje. In znana je peterica finalistov za izbor slovenski avto leta. Na prvih dveh mestih sta Škoda Octavia in pa Volkswagen Golf. Oba sta zbrala enako število točk, ampak Octavia večje število glasov. Potem sta dva mala SUV-ja, Peugeot 2008 in pa Renault Captur. Renault Captur je na voljo tudi kot priključni hibrid, 2008 pa celo kot pravi baterijski električni avtomobil. In peterico zaokrožuje Hyundai Tucson, prava noviteta. Slovenija je pravzaprav tudi eden prvih avtomobilskih trgov, na katerega je ta avtomobil zapeljal. Kateri izmed teh 5 avtomobilov bo postal slovenski avto leta, bo znano v soboto 9. januarja zvečer v TV-oddaji na naši televiziji. Takrat bomo tudi izžrebali tiste 3 srečneže, ki bodo prejeli Petrolovo zlato kartico za 1500 €, komplet Goodyearovih pneumatik in pa mesec dni s Fiatovim malčkom. Hyundai je sklenil pogodbo z britanskim kemijskim gigantom Ineos. Ta kot stranski produkt pri proizvodnji različnih kemikalij na leto proizvede tudi do 300,000 ton vodika. In seveda so zato zelo zainteresirani, da bi vozila na gorivne celice čim prej postale realnost. In na tem tudi aktivno delajo, tudi s svojim lastnim avtomobilom, ki je sicer videti kot britanska legenda Defender, ampak tehnično bo avtomobil veliko bliže Hyundaievemu Nexu, torej korejskemu namensko zasnovanemu modelu na gorivne celice. No, Toyota je v poslu z gorivnimi celicami
celicami še dalj časa in zdaj imajo že drugo generacijo namensko narejenega modela Mirai. Naš Sebastian Plevnik je naredil prve kilometre. To je njegovo poročilo. Pred dobrimi 20 leti so se pri Toyoti odločili za pogumno potezo in svetu ponudili prvi serijski avtomobil s hibridnim pogonom. Če smo bili kupci do takšnega pogona v začetku skeptični, je danes drugače, saj ponujajo hibridno tehnologijo praktično že vse avtomobilske tovarne. Če se nam zdijo hibridni pogoni danes nekaj povsem običajnega, pa je drugače s pogonom na vodikove gorivne celice. Nekaj poskusov je v avtomobilski industriji sicer že bilo, a spet so bolj odločno zgodbo pred 5 leti začeli pri Toyoti z modelom Mirai. Prvi Mirai je bil precej futuristično oblikovan avto, zdaj v drugi generaciji pa se kaže v veliko bolj elegantni podobi, pri čemer bi brez težav lahko na nosu vozil tudi Lexusovo značko. Pohvalno zunanji eleganciji sledi tudi notranjost. Pri Toyoti poudarjajo, da so ob snovanju druge generacije upoštevali tudi kritike na račun prve, zato zdaj novi Mirai ponuja prefinjeno obliko, udobno vožnjo 5 potnikom, številne varnostno-asistenčne sisteme in večji doseg. Novi Mirai stoji na povsem novi platformi, a kar je še bolj pomembno je to, da so pri Toyoti maso razporedili na idealnih 50-50. Idealno razporeditev mase so dobili tako, da so celotni vodikov sistem namestili spredaj, električni motor pa zadaj. Vmes je ostalo dovolj prostora za dodatno jeklenko za shranjevanje vodika. Zdaj so na voljo 3, skupaj je mogoče shraniti 5,6 kg vodika, kar je kilogram več kot pri predhodniku in dovolj za 650 km dosega. Prenovljen je tudi sklop gorivnih celic, ki je kompaktnejši, sestavljen iz manjšega števila celic, a vseeno močnejši. Hkrati je za 10% povečan izkoristek delovanja. Električni motor, ki poganja zadnji kolesni par in se hrani preko litij-ionske baterije, ponuja 134 kW ter 300 Nm navora. Dovolj, da pospešek z mesta do 100 km/h traja malo več kot 9 sekund, največja hitrost pa znaša 175 km/h. Žal je bila testna vožnja prekratka. Pa če upoštevamo, da Mirai prinaša tehnologije prihodnosti, potem se za prihodnost našega planeta ni zabati. Tudi zato ne, ker so nam Toyotini strokovnjaki, s katerimi smo se tokrat pogovarjali preko spletne povezave, ponudili zanimiv odgovor na vprašanje, ali si želijo s pogonom na vodikove gorivne celice ustvariti podobno revolucijo, kot so jo naredili s hibridnimi pogoni. それはもちろんです。先ほどもお話したように、ハイブリッドも、今フォースジェネレーションなんですね。で次は、フィフスジェネレーションを我々は取り組んでいくんですが、同じように、今回はセカンドジェネレーション FCB ですけども、それをサードジェネレーション、フォースジェネレーションって回を追うごとにですね、レベルアップ、進化を遂げたいと思っています。Trenutno Mirai v Sloveniji ni na prodaj. Pa ne zaradi cene, ki ostaja na ravni prejšnjega modela, torej okoli 65 000 evrov, ampak predvsem zato, ker v Sloveniji nimamo ustrezne infrastrukture in polnilnic. Novica v študiji, ki ugotavlja, da je realna poraba goriva priključnih hibridov bistveno večja od tiste, ki jo proizvajalci navajajo, je v preteklem tednu ponovno stresla medijski prostor. Naslovi na internetnih straneh so kričeči, tako da se zdi, da je pred nami nova afera. Najprej torej Dieselgate, zdaj pa očitno Hybridgate. Ali pa kar E-Gate, saj tudi električni avtomobili porabijo več, kot je izmerjeno po merilnem protokolu. In prepričan sem, da nam bi na testu tudi Mirai pokazal višjo porabo vodika. Odgovor proizvajalcev na to je bil: hibridi v realnosti porabijo več zato, ker jih ljudje ne vozijo tako, kot je hibride treba peljati, da z njimi dosežeš nizko porabo. Odgovor druge strani bi verjetno lahko bil: naredite avtomobile, ki jih bomo lahko vozili kakorkoli hočemo, poraba pa bo vselej nizka. In tu je zanka. Saj so jih. Vsi pozabljamo bistveno. Pred 20 leti so si pri Toyoti postavili zelo pravo vprašanje. Rekli so, avtomobili so vedno večji, vedno težji, imajo vedno več požrešnih porabnikov, zato morajo imeti vedno večje motorje, ki imajo seveda vedno večjo porabo.
Nekaj je treba narediti. In so hibride. Danes ima lahko hibridni športni terenec skupno močjo prek 220 konjskih moči in maso prek 2 ton na papirju napisano porabo dober 4 litrov na 100 km. Ampak tudi v realnosti z njim ni težko doseči 6 ali 7 litrov na 100 km, kar je manj, kot sta takrat pred 20 leti porabila peresno lahka Clio ali Polo. Ampak to je samo en del zgodbe. Prihodnje leto se bo kakšnih 70 000 Slovencev odločalo za nakup novega avtomobila. In odločali se bomo lahko med najbolj bogato izbiro v zgodovini avtomobilizma. Med dizlom, bencinom, hibridi, elektriko in plinom. Zmeda je razumljiva. Kaj izbrati? Katera izbira bo v 5 letih prinesla najmanjšo izgubo vrednosti in katera v realni vožnji pridelala najmanjšo porabo? To je le nekaj izmed vročih vprašanj. V prihodnjih avtomobilnostih bomo skupaj poiskali odgovore. Že zdaj pa povemo, da ni enega odgovora za vse kupce in da je treba pred nakupom narediti domačo nalogo. Tako kot jo večina staršev to počne zdaj, ko delajo domačo nalogo iz domače delovne sobe oziroma dnevne sobe, iz osnovnošolske matematike, zgodovine in tako naprej. Mi smo z vami, ampak z vami bomo tudi naslednji teden, vmes pa nas spremljajte prek YouTubea, MMC-ja, oddaje avtomobilnosti, pa seveda v četrtek zvečer na TV Slovenija 2. Ostanite zdravi in varni, do prihodnjič pa lep pozdrav.